Nogometaši v prvi ligi vedno prvi začnejo z novim prvenstvom. Vedno sredi julija, ko uvodne tekme sovpadajo z boji naših najboljših klubov iz prejšnje sezone na evropskih zelenicah. Redni udeleženci evropskih tekmovanj se znajo spopadati z igranjem na več frontah. Največ tovrstnih izkušenj imajo aktualni prvaki iz Maribora, ki gredo tudi v novo sezono po tako rekoč ustaljenih tirnicah. V vsakem primeru mi imamo naš model igre, od tega zaenkrat ne bomo odstopali. Je pa res sigurno, da bomo s temi igralci v napadu dosti bolj, bi rekel, konkretni glede same globine. Vzgoja igralcev in njihovi odhodi drugam so sicer svojevrsten izziv ob iskanju zamenjav, a po drugi strani nuja in pravzaprav način delovanja klubov iz lig, kot je naša. To je bila tudi ena osrednjih tem v pogovorih na skupni novinarski konferenci pred novo sezono. Verjamem, da igralci, ki so prišli, da to lahko nadomestijo in pač je pa res, da bomo rabili čas, kajti ne moremo si privoščiti igralcev, ki so v nekem igralnem ritmu, ampak še enkrat mislim, da smo dobro skautirali in verjamem, da bomo to dokazali. Mi izgubimo po 4, 5, 6, 7 nosilcev na pol sezono in to se sedaj ni zgodilo in mogoče je glih to tista dodana vrednost trenutne ekipe, ki mislim, da je najmočnejša, odkar igramo v prvi ligi. Sem prepričan, da smo z novimi igralci dobili novo energijo, novo kvaliteto, novo širino, predvsem v ofenzivnem delu, tudi v defenzivnem delu. Je pa tako, da večina igralcev, ki smo jih pridobili, prihaja iz niže rangiranih klubov. Tu moraš imati konkurenciju jednostavno da bi bio bolji. Tako i mi treneri, tako igrači, tako ljudi funkcionišu. Ja se nadam da ću imati nekih 17-18 igrača koji mogu ravnopravno igrati i da, što kažu, da se potuku na treningu do najbolje igre i onda ćemo biti pravi. Zdaj imamo možnost neke nove temelje počasi graditi in seveda si domišljamo, da bo to v redu in da bomo konkurenčni in pač ne glede na to, da je naš klub dosti skromen in po pogojih in po financah, verjamem, da bomo konkurenčni. Mislim, da smo imeli eno tako, bi rekel, lušno mešanico. Imamo več kot pol ekipe igralcev letnika, ki se začne z številko 2, kar pomeni, da smo, mislim, da ena mlajših ekip v ligi, ampak to sigurno nam ne bo, bom rekel, odrezali nekih tekmovalnih ambicij. Ki niso izziv samo za izkušene in nove igralce, ampak tudi za trenerje, ki se prvič predstavljajo v našem prvenstvu. Letošnja novinca sta sedla na klop Olimpije in Celja. So, of course, we want to be a team that control the game and has more the possession of the ball, but knowing what we have to do with the ball. If at the end you have a team that doesn't know what to do with the ball, then probably it's better to go back and wait. So, but this is not my idea, this is not my style, so we will try to be the actors of the game. Se pravi, da glede na to, da je zame novo prvenstvo, šele čez nekaj krogov bom lahko več povedal, v kakšnem smo mi stanju naproti ostalim in čega smo sposobni. Pravega novinca med klubi ni, je pa povratnik Gorica, nekdani prvak, ki se drugič zapored v zadnjih 3 letih vrača v prvo ligo. Sigurno na drugačen način nogometa, ki ga bomo igrali, ker vemo, da v drugi ligi smo mi bili tisti, ki smo prevladovali ritem vsake tekme. Zdaj bo to drugače in bo treba se znati tudi krčevito braniti, kadar bo treba. Pred nami je 36 krogov oziroma 180 tekem, ki bodo odigrane v 10 mesecih. Ob 2 jesenskih in enem spomladanskem reprezentančnem terminu 2 meseca zimskega premora. V obeh delih sezone tudi 7 krogov pokalnega tekmovanja z velikim finalom. Sezona se bo končala s kvalifikacijami za obstanek.